Danes v Pomurskem dnevniku. Poslovni rezultati skupine Panvita. Otvoritev trgovine Jager v Turnišču. Območna revija pevskih zborov. Peljimo jih na morje. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. V lanskem letu je skupina Panvita poslovala pozitivno. Celotni čisti rezultat je v primerjavi z lanskim letom pozitiven, saj znaša 989 tisoč evrov. Negativni rezultat je zabeležila le Panvita prašičereja. Da so z doseženim poslovnim rezultatom zadovoljni, je izpostavil tudi predsednik uprave Peter Polanič, ki je med drugim dejal, da skupina želi utrditi blagovno znamko na trgu. V poljedelstvu so se med drugim soočali s precej deževnim obdobjem in nizko ceno kmetijskih surovin, a so kljub temu rezultati dobri. Mi smo pri čisto vseh kulturah, ki jih pridelujemo v skupini Panvita, imeli nadpovprečne količinske rezultate. To pomeni, da so od recimo tam 8 do 10 letnih povprečij odstopale tudi do 15%. Koruza celo nekoliko več kot 15. Je pa seveda to na drugi strani imelo za posledico to, da so bili kakovostni podatki teh kultur nekoliko slabši. Se pravi, da je bila kakovost vseh kultur v bistvu podpovprečna, tako pšenice, ječmena, kot tudi sploh potem v jeseni koruze. Pri tem je recimo relativno edino pozitivno odstopala oljna ogrščica, pri kateri je bila tudi kvaliteta kljub visokemu količinskemu pridelku dobra. Leto 2014 je bilo v znamenju 3 večjih investicij. Prva investicija je bila dokončanje sušilnice v Lipovcih. Vemo, da smo jo že konec leta 2013 odstranili staro sušilnico in začeli z pripravo na novo sušilnico in jo do sredine maja v letu 2014 zaključili. Investicija je bila vredna približno slab milijon. Potem druga investicija je izgradnja 2 namakalnih sistemov. Kar se tiče namakanja, je skupina Panvita si zadala po tistih, se dobro spomnite, v zadnjem 20-letnem obdobju je stalno neko ciklično obdobje suš, se pravi ali na 2 ali na 5 let se nam pojavljajo suše in mi smo leta 2007-2008 se zavestno odločili v neko strateško odločitev, da si pač na tretjini svojih površin zagotovimo namakalno opremo. Ali bodo namakalni sistemi vplivali tudi na dostop do pitne vode, pa Branko Virak odgovarja. Mi imamo na obeh sistemih tudi zgrajen monitoring. In vodno dovoljenje, ki smo ga dobili za teh 240 litrov na sekundo, prav predvideva poročanje z tega monitoringa, oziroma je ta monitoring traja kontinuirano celo leto. In če pride poraba ali pa kritična meja za, ko bi bilo ogroženo mogoče okoliški vodovodi, ker imamo na 5 lokacijah zasebnih vodnjakov te merilce nameščene, če pride pod kritično mejo, moramo mi prenehati z črpanjem. S tem zagotavljamo seveda, da bo nemotena oskrba za pitno vodo za potrošnike vode. Sicer pa so v skupini lansko leto zgradili še 2 objekta v Beltincih za namen poljedelstva in povrtninarstva. Trgovska veriga Jager, ki je predvsem na Štajerskem prisotna s 35 trgovskimi centri, je danes odprla novo poslovalnico v Turnišču. Podjetje, ki je bilo doslej v Pomurju prisotno le v Radencih, v prihodnje načrtuje še odprtje poslovalnic v Ljutomeru in Odrancih. Otvoritev novega trgovskega centra v Turnišču je privabila veliko število domačinov in prebivalcev iz okoliških krajev. Z razrezom traku sta trgovski center uradno odprla županja občine Turnišče Vesna Jerala Zver in direktor podjetja Jagros Franc Jager, ki je domači osnovni šoli in vrtcu ob otvoritvi trgovine predal donaciji po 1000 evrov. V kulturnem programu ob otvoritvi so nastopili otroci iz vrtca, ki so zapeli in zaplesali, ter učenci osnovne šole, ki so se poleg folklore predstavili s krajšo komično igro. Franc Jager je sicer svojo poslovno pot leta 1989 pričel s trgovino, kjer so bili zaposleni 4 ljudje. Danes pa je v podjetju s 35 poslovalnicami zaposlenih 396 ljudi.
V prihodnje podjetje sicer načrtuje nove trgovske centre tudi v Odrancih in neposredni bližini tovarne Kartago in Ljutomeru na območju nekdanjega podjetja Imgrad v bližini pokopališča. Statistični urad Republike Slovenije je danes objavil podatke o registrirani brezposelnosti za mesec februar. Drugi mesec v letu je brezposelnost znašala 13,3%, kar je 0,2 odstotne točke manj kot januarja in 0,9 odstotne točke manj kot februarja lani. Februarja je bilo v Sloveniji 122 550 brezposelnih oseb, kar je 1730 manj kot mesec prej. Število delovno aktivnih oseb pa se je povečalo na 797 360. Glede na januar se je februarja v večji meri znižalo število registriranih brezposelnih žensk in sicer za 940. Število registriranih brezposelnih moških pa se je znižalo za približno 790. Največji padec stopnje brezposelnosti je bil zabeležen v pomurski regiji za 0,6 odstotne točke na 20,8 odstotka. Vendar je bila kljub temu v pomurski regiji brezposelnost še vedno najvišja. Najmanj se je stopnjo brezposelnosti znižala v osrednjeslovenski regiji, primorsko-notranjski regiji in goriški statistični regiji in sicer za 0,1 odstotne točke. Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti pa so tudi v tem mesecu beležili v gorenjski statistični regiji, kjer je znašala 9,6 odstotka. V gledališču Park so se na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov predstavili Mladi glasovi 2015. Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Murska Sobota v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Revija Mladi glasovi 2015 je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu je nastopilo 10 otroških in mladinskih pevskih zborov, v drugem delu pa se je predstavilo 9 pevskih zborov, med drugim tudi pevci otroškega pevskega zbora Plavčki osnovne šole Tišina. Rdeči križ Slovenije že 8. leto zapored organizira vseslovensko humanitarno akcijo Peljimo jih na morje. Z akcijo Peljimo jih na morje zbirajo prostovoljne finančne prispevke za brezplačno letovanje otrok in starostnikov iz socialno ogroženih družin. S pomočjo humanitarne akcije bo otrokom in starostnikom iz celotne Slovenije omogočeno tedensko brezplačno letovanje na morju. Na počitnice želijo peljati 500 otrok in 100 starejših iz socialno ogroženih okolij. Cilj akcije je, da bodo lepi spomini osrečevali, krepili samopodobo in vlili moči za nove podvige tistim, ki jim sicer težka vsakdanjost veselja ne dopušča. Svoj prispevek lahko nakažete na transakcijski račun, ki je izpisan na zaslonu, lahko pa pošljete tudi SMS sporočilo.
V preteklih 7 letih so tako zbranimi sredstvi v Debeli Rtič in Frankopan na Punatu na Krku odpeljali 2492 otrok in 965 starejših, kar pomeni 50 polnih avtobusov otrok iz socialno ogroženih družin in več kot 19 avtobusov starostnikov. Samo lani je tako s pomočjo zbranih sredstev na morju uživalo 177 otrok in 144 starostnikov iz socialno ogroženih okolij. Gledalke in gledalci, pa si poglejmo še ob koncu naše dnevno informativne oddaje, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo jasno, opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 23 stopinj Celzija. Stopinjo manj je termometer pokazal v Radencih, v Murski Soboti in na Goričkem pa je bilo opoldne 21 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bodo predvsem na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 13 do 18, na vzhodu države okoli 20 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro delno jasno, z jutranjimi temperaturami okrog 13 stopinj. Čez dan se bo pooblačilo, termometri bodo pokazali okrog 21 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele in do večera ponehale. Ohladilo se bo, saj se bodo temperature čez dan gibale okrog 12 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo sveže in ponekod po nižinah megleno. Čez dan se bodo temperature pa uspele do 18 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času, na istem programu, ter seveda ne prezrite naših vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Preživite kar se da lep in prijeten večer še naprej in srečno do jutri.